Jan nam je na Instagram napisal: ljubim moje polkaholike. Hvala, Jan, tudi mi ljubimo tebe. Čau, jaz sem Matic iz Polkaholiko in vi spremljate mene pri meni doma in hkrati YouTube kanal Džunglo. Danes bomo reagirali na domneve, ki ste jih vi napisali nam na naš Instagram story. Tipa lajkaj, komentiraj, šeraj, subscribaj in ne pozabiti klikniti zvončka, zato da ne boš zamudil nobenega videa. Gremo reagirati. Imam kar na par napisanih. Začnimo z Laro in sicer domnevam, da bi Žiga prvi poletel na Mars. Ja, dobra domneva, ampak zdaj nazaj glih ne more niti, ne, 2 leta nazaj sem bil gor, pa ne vem, ni bilo kaj nič posebnega, zdaj naslednjič lahko greš pa z mano. Evo, domneva 2, nikoli niste špicali pouka. Ja, pač to govorim za sebe, ne bo pomote. Jaz sem šprical pouk. Zdaj pa za Žigeja, za Gašpera Matica, to pa ne bi vedel, da to pa morate vprašati njih, ampak za sebe bi povedal, da to, da nisem šprical pouka, bi se zlagal, ampak sem ga, ja. Mislim, da je že vsakdo šprical pouk, če ni, ne vem, pač okej. Dobro, okej. No, napište v komentar, ali ste špricali kdaj že pouk, ali niste še nikoli. No. Me res zanima vaši govori, ker bom res prebral komentarje, tako da hitro zapišite. Ok, Teja nam je napisala, da predvideva, da bomo znani po celem svetu. Teja, tako kot ti, tako tudi jaz bi bil res zelo vesel, izjemno vesel, če bi se to zgodilo, ampak mi smo res veseli in srečni, že da smo prišli do takega nivoja, kot smo zdaj, da ste nas tako lepo sprejeli in na odru, in na džungli, na televiziji, pred televizijo, povsod. Tako da, hvala še enkrat, smo pa res veseli in navdušeni. Gabrovec Vidovič. Žigetovi vzorniki so 1D. In tudi to je točna in pravilna domneva, tako da čestitke tebi, pravilno si ugotovila. Naslednja domneva se je vedlo, da bo izbrana, ko smo jo prvič videli. In domneva pravi: včasih se kregate, kjer ima večjega jajčevec. Jana, to je napisala Jana. Jana, v bistvu se res kregamo, kdo ima večjega, čeprav ponavadi samo Gašper in Rene. Ona dva se kregata, kdo ima večji kabel za kitaro. Jaz pa Žiga pa se kregamo, kdo ima večji kavček za ustno harmoniko. Ampak ja, tako da domneva drži polovično, razen če je mogoče Jana mislila, če se kregamo, kdo ima večje kaj drugo kot kavčke in kable. Domnevam, da ima Gašper punco, saj je imel na zadnjem videu na džungli Hikija, pa brez zamere. Zanimivo. Če bi jaz vedel, kjer je bil zadnji video na džungli od nas, bi bilo super, ampak verjetno mislite to, ne? Ena stvari so z razlogom, da ostanejo zasebne, tako da preveč imam rad svojo zasebnost, da bi o tem govoril, ne? Lahko pa ti napišeš v komentar, če misliš, da jo imam, ali pa misliš, če jo nimam. To pa ne vem, lahko pa ugotoviš v komentar, vse ne. Zasebnost ima pa vsak človek rad, ne, ampak mogoče ja, mogoče ne, več me bom povedal, naj ostane skrivnost. Druga domneva, Gašper prenese največ alkohola. Žiga, Matic, Rene, to bi mogli vi povedati, če sem čisto iskren, ampak pa še mogoče kdo drug, kakšni kolegi moji, kolegice, kakorkoli, sošolci, sošolke, ampak Gašper je tu ostal brez komentarja, mislim, da niti besede več ne bom o tem rekel, ampak mislim pa, da vsak, ki pač praznuje ali pa kdaj spije kako žlahtno kapljico, da je boljše volje, a ne? Mičkom pa res. Drugače pa ne, pač sej
ko imamo kako praznovanje, normalno je, da nas zdravi z šampanjcem oziroma vinom oziroma pač s čim vino zdravljate, hitro napiši komentar drugače. Ampak ja, pač to te mogli bolj druge vprašati, no, ampak ne vem, če je najbolj resno, če sem čisto iskren, ne vem. Ok, naslednja domneva je v bistvu en zelo lep kompliment. Vsi ste ful cool, ko bi vas vsaj lahko spoznala. Hvala. V bistvu resno na nastopih, tudi na snemanju, na slikanju, na snemanju oddaj, kjerkoli. Res zelo radi se pogovarjamo tudi z vami, če pridete do nas, se malo podružimo, tudi malo poslikamo. Tako da moram reči, da smo res zelo veseli, ko dobimo kakšno pohvalo. Hvala. Gremo naprej. Aha, gospod Matija, Žigatova najljubša žival je volk. Ne vem, kako bi lahko to ugotovil, ampak je pravilen odgovor. Sicer volk je že kar nekaj časa, kako bi rekel, ne vem, že od malega sem imel rad volkove, ne vem zakaj. Enkrat sem videl živalske vrte in sem mi takoj prerasli k srcu, ne vem. Ok, gremo dalje in sicer, tale je pa malo daljša. In sicer Ana Marija nam je napisala: vi ste zakon skupina, jaz vas obožujem, vi ste izjemni glasbeniki in ful zabavni, 10 od 10. Najlepša hvala, Ana Marija, za take lepe besede, ki jih zmeraj radi slišimo. Naslednja domneva je o meni in o hrani, kar bi lahko temeljilo na džunglinem videu, kjer smo se trudili pojesti 10.000 kalorij. Med drugim so bili vmes tudi krofi. Domnevam, da bi Matic prvi pojedel 10 krofov. Domneva zna držati odvisno, s kom bi tekmoval. Če tekmujem z Renejem, pa definitivno drži. Če tekmujem z Gašperjem, domneva definitivno ne drži. Ko se Gašper ne dela finega, je zmožen pojesti vse in še več. Tako da, če se hočete prikupiti Gašperu, dajte mu prinesti enih par škatel krofov, pa vas bo res zelo vesel. Aha, Jana, nikomor nočete dati snapov. Čakaj, nekaj imam za tebe. Samo za tebe. Če bi ti že mogel dati snap. Samo malo. Evo ti, snap. Evo, prišli smo do konca videa, to so bile naše reakcije na vaše domneve. Moram reči, da so mi bile ene kar všeč, z enimi se zelo strinjam, tudi o drugih članih. Ti pa še enkrat lajkaj video, komentiraj, katera domneva o nas je bila najbolj zanimiva in mogoče, če imaš še ti kako. Video lahko šeraš, pa ne se pozabi subscribati na Džunglo in pa klikniti zvončka, zato da ne boš prihodnje zamudil nobenega videa. Čau, se gledamo!